Pozdravljeni. Zakaj imajo sodobni bolidi Formule 1 toliko težav v deževnem vremenu? Na to vprašanje bomo skušali dobiti odgovor danes. Verjetno so deževne dirke pravzaprav poslastica za tiste prave ljubitelje Formule 1, ampak v sodobnem času lahko zapazimo, da ko pride preveč padavin, dirko dobesedno ustavijo ali pa, na primer, prestavijo sam štart. In to smo videli v bistvu na zadnjih dveh velikih nagradah. In mnogi navdušenci trdijo, da včasih v takšnih pogojih se je dirka izvršila brez prestavitev, brez prekinitev. In mnoge izmed deževnih dirk so seveda prišle v zgodovino Formule 1. In poglejmo si samo nekaj znamenitih primerov. Leta 1988, velika nagrada Velike Britanije. Ayrton Senna ju je zmagal na presenečenje vseh. Seveda dežna dirka, ki je prišla dobesedno v mit Formule 1 in tudi zaradi tega maketa MP4/4 Ayrtona Senne ima nameščene dežne pnevmatike. Torej gre nekako za spomin prav na tisto specifično dirko. In seveda imamo tudi druge primere, ki so prav tako znameniti. Leta 1975, veliki nagradi Avstrije, je na presenečenje vseh zmagal Vittorio Brambilla. In zmagal je na čisto poseben način, namreč v zaščitni zid je priletel tik zatem, ko je prečkal ciljno črto. Tudi tu na maketi marča 751 vidite nameščene dežne pnevmatike, prav na spomin te njegove edine zmage v Formuli 1. In verjetno primer, ki je vsem nam znan. Finale sezone 1976 na progi v Fužiju. Borba med Nikijem Laudo in Jamesom Huntom. Seveda epizoda, ki ni prišla tako v spomin ljubiteljev Formule 1, kajti na obeh maketah, na McLarenu M23 in Ferrariju 312 T2, imamo tiste pneumatike z gladko tekalno površino. A vseeno, dežne dirke so nekaj posebnega. In lahko se začnemo spraševati, zakaj v sodobnem času pač se malo da ne izogibajo seveda takšnim dirkam. A moramo se vprašati, kaj se je pravzaprav spremenilo v zadnjih nekaj desetletij. Če kdo mene osebno vpraša, kaj je fenomen dežne dirke, bi najprej pomislil tisto, kar nam je pokazal Gilles Villeneuve leta 1981 na domači veliki nagradi Kanade. Takrat smo videli, kaj pomeni mojstrstvo obvladovanja bolida in seveda neustrašnost, ki je mejila, po mojem osebnem mnenju, na norost. Nosnikonus Ferrarija 126 CK Gillesa Villeneuva se je upognil nazaj in prednji aerodinamični stabilizator je dobesedno pokrival pogled naprej Gillesu Villeneuvu. Kar pa ga v resnici niti ni motilo, namreč dirko je končal na 3. mestu. In pravzaprav tistih nekaj krogov, ki je peljal v tej neobičajni konfiguraciji, jih ni peljal bistveno počasneje, kot če bi bil njegov Ferrari v popolnem redu. Sedaj bi lahko naredili neko primerjavo, kako hitri so bili na progi v Kanadi
leta 81 in kako hitri so bili letos. Res treba je priznati, da proga se je malce spremenila, ampak vseeno, da imamo občutek. Nelson Piquet je imel najboljši štartni položaj takrat, njegov čas na krog, minuta 29 sekund in 211 tisočinka. Letos Max Verstappen, njegov čas, minuta 21 sekund in 299 tisočinka. Torej, če mi je dovoljeno malce zaokrožiti, 8 sekund. A treba je povedati nekaj, da v sezoni 2022 so bile kvalifikacije za veliko nagrado Kanade deževne. Torej, kljub dežju so v sezoni 2022 bili 8 sekund hitrejši kot leta 81. Torej, težava je v tem, da bolidi skozi desetletja so postali bistveno hitrejši, kar zahteva tudi drugačno tipologijo pnevmatik. In sedaj se bomo spustili malce v tipologijo pnevmatik, ki je prisotna danes na bolidih Formule 1. Imamo seveda pnevmatike za suho progo in imamo seveda pnevmatike za mokro progo. Nato imamo tipologijo pnevmatik, ki je vmes teh dveh tipologij. V angleščini se imenujejo intermediate. In tudi zato je treba poudariti, da sam uporabljam prav poseben izraz. Namreč med mokro in suho progo je seveda vlažna proga in zato intermediate pnevmatike imenujem tako. Verjetno marsikdo je slišal tudi izraz dežne pnevmatike, ampak ta tipologija pnevmatik se lahko uporablja tudi, ko ne dežuje. Ampak to ni tako važno. Razumeti moramo, kakšna je razlika med pnevmatikami, ki se uporabljajo na suhi progi in pnevmatikami, ki se uporabljajo seveda na mokri progi. In zopet bomo vzeli McLaren Ayrtona Senne. Ne gre samo za profil, ki je prisoten na pnevmatikah za mokro progo, gre tudi za specifično mešanico. Namreč, ko imamo vodo na sami asfaltni površini, ta tudi hladi pnevmatiko. Pomeni, da mora biti pnevmatika sestavljena iz bistveno mehkejših mešanic. Mehkejša kot je pnevmatika, nižji delovni temperaturi daje tisti optimalni prijem. Težava je v tem, ko se razmere na progi spremenijo, se takšna pnevmatika kar naenkrat začne pregrevati. Morda je marsikdo izmed vas že opazil, da ko prihajamo v tiste vmesne faze, nekateri vozniki dobesedno lovijo luže. In v preteklosti smo lahko videli, ko se je proga na hitro usušila, da so pnevmatike za mokro progo dobesedno izgine lahko v krogu ali dveh. Seveda pregrele so se in pojavilo se je seveda ekstremno mehurjenje. In mnogi sedaj se lahko začnejo spraševati, kako pa lahko pnevmatika za mokro progo osuši tisto najhitrejšo linijo. Ne gre toliko za tisto vodo, ki jo pnevmatike dvignejo izpod sebe. Namreč voda, ki jo poženejo v zrak, na koncu pade na tla pravzaprav le nekaj metrov za bolidom. Gre za to, da bolidi s temperaturo samih pnevmatik osušijo sam asfalt. Sedaj pridemo do neke točke, ki je izjemno zanimiva. Zakaj torej pri Pirelliju ne naredijo pnevmatike, ki bi bila primerna tudi za močnejšo deževje? Včasih smo jih tudi imeli. A odkar v bistvu imamo enega dobavitelja pnevmatik in odkar ta izjemno strogo gleda na stroške, se v bistvu ne splača razvijati takšne tipologije pnevmatik.
Zakaj je razvijati čisto posebno družino pnevmatik, ki bi jo lahko uporabili na dirkah Formule 1 enkrat, mogoče dvakrat v celotni sezoni? In marsikdo bo sedaj dejal, da kljub vsemu, tudi če se ne uporabijo na določeni dirki, lahko pridejo prav pa na naslednji. In tu bi rad pokazal nekaj, kar marsikateremu navdušencu ni znano. Pnevmatike Formule 1 je treba temperaturno aktivirati. Pred samo uporabo morajo biti določeno število ur na točno določeni temperaturi, kot vidite na dokumentu Pirellija. In v trenutku, ko se mešanice aktivirajo, kolikor jih ne porabimo, so tiste pnevmatike res samo za reciklažo. In sedaj lahko vidimo, da pri Pirelliju dobesedno nočejo napraviti pnevmatike, ki bi bila primerna za ekstremne razmere, kot smo jim bili priča, naprimer v Singapurju ali pa tudi na Japonskem. In to pa zaradi tega, ker pravzaprav od takšnega razvoja ne bi imeli dobesedno nič. Zakaj pa pnevmatike, ki jih vidimo danes na bolidih Formule 1, vztrajajo v takšnih smernicah? Namreč videli smo, da marsikdaj je ta tipologija pnevmatik uporabna tudi, ko razmere niso več tako ekstremne. Če se spomnimo sezone 2020, velike nagrade Turčije. Takrat je Lewis Hamilton praktično večino dirke obvozil s pnevmatikami za vlažno progo in njihovo stanje na koncu same dirke je bilo na meji mogočega. Res malo je manjkalo, da bi lahko Lewis Hamilton tako izrabil pnevmatiko, da bi ta enostavno popustila. V starejših časih, ko so bile pnevmatike drugačnih konstrukcij in napravljene za drugačne zahteve, kaj takega si ne bi mogel privoščiti. In tudi zato moramo razumeti, da v Formuli 1 so se odločili iti v nasprotno smer. Nočejo imeti preveč postankov, kot ste videli, tudi same ekipe težijo k temu. Namreč postanek v boksih pomeni izgubo časa, ki jo na sami progi izjemno težko, če ne že skorajda nemogoče nadomestiti. In marsikateri navdušenec, seveda tu merim na one malce manj pozorne, malce novejše, tudi ne bi razumel, kaj se dogaja. Zato so se raje odločili imeti pnevmatike za vlažno in mokro progo, ki bodo zdržale tudi kak kilometer več, ko bodo razmere že drugačne. Po drugi strani to pomeni, ko imamo na asfaltni površini zadosti visok vodni stolpec, da take pnevmatike enostavno ne bodo nudile oprijema. Ampak ne zaradi tega, ker ne bi bile sposobne dvigniti te vode iznad asfaltne površine, temveč zaradi tega, ker niso sposobne se ogreti na pravo temperaturo v tistih razmerah. Če za pnevmatike za suho progo velja, da poznamo mešanice C1 pa tja do najmehkejše C5, bi pnevmatike za mokro progo lahko po teoriji uvrstili tja okrog C8 ali morda C9. Vkolikor bi hoteli imeti tako imenovane ekstremne pnevmatike za mokro progo ali monsunske, bi morale biti te približno mešanice C12. In seveda to gre za neko oceno, samo zato, da imamo mi neko boljšo predstavo. Verjetno se še marsikdo izmed vas spomni, da so pnevmatike za vlažno progo na samem začetku pripravili v samih boksih. Namreč vzeli so pnevmatike za suho progo in jim z posebnim nožem urezali profil. A to je bilo mnoga desetletja nazaj. Danes seveda imamo čisto posebno mešanico s čisto posebnim plitkejšim profilom.
In seveda ta tipologija pnevmatike deluje na vlažni progi. In ko je proga mokra, so seveda razmere drugačne in odvisno je, kot ste dobro razumeli, od temperature. Mogoče dogodki iz sezone 2022 bodo prepričali Pirelli, da bo pripravil tudi drugo tipologijo pnevmatik za mokro progo. O tem bomo seveda videli skupaj v prihodnosti, kaj se bo zgodilo. Upam, da smo razumeli, da niso ne vozniki, ne ekipe krive, da v današnji sodobni Formuli 1 težavnih dirk, takih kot včasih, ne vidimo. Težava je pri sami pnevmatiki. Konec koncev, pnevmatika je ona, ki drži stik med asfaltno površino in seveda bolidom. Če tu nekaj ne deluje, pravzaprav nobena aerodinamika ne pomaga. Za danes za to kratko razlago bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.